Po 70. letu je Hotel Park preživel res celovito prenovo in mi smo se sprehodili skozi njega. Je res primerjave od starega ni. Kaj vse je bilo prenovljeno v tem hotelu? No, z eno besedo smo prenovili vse. Prenovili smo vse skupne prostore za goste, vhodno avlo, recepcijo, lobi, konferenčne dvorane, restavracijo. Prenovili smo vseh 217 sob, ki jih je sedaj 218, in seveda prenovili smo tudi bazenski kompleks, ki je sedaj postal spa park. Nekaj let nazaj smo prenovili tudi fasado in izvedli energetsko sanacijo, tako da je Hotel Park zdaj v celoti prenovljen. Koliko časa je ta prenova trajala? Zadnja prenova je trajala od novembra, zaključevali naj bi jo aprila, no potem se je malo potegnilo, zato ker smo lahko obrtnikom dali nekaj več časa, ko smo bili zaradi covid krize zaprti. No, zaradi covid krize ste uvedli tudi posebna navodila za vsakega gosta, ki prihaja v vaš hotel. Ja, drži. Tukaj bi rada na začetku poudarila, da želimo, da se gostje počutijo varno, vendar istočasno sproščeno. Dejansko, da jih prepričamo, da skrbimo za to dodatno higieno, da skrbimo tudi za zdravje naših zaposlenih, kar je izjemnega pomena, in seveda tudi za njihovo zdravje. Zato smo uvedli higienski standard plus, Sava Hotels & Resorts. Plus pomeni pa to, da dejansko smo dodali določene ukrepe, ki jih Nacionalni inštitut za varovanje zdravja ne predpisuje, prav z namenom doseganja čim večje varnosti. Potem tudi gost, ki je v neposredni bližini, in seveda tudi les nas spremlja skozi hotel. Ja, drži. S prenovo hotela smo želeli dati hotelu neko močno zgodbo, tudi skladno z usmeritvami trajnostnega turističnega razvoja v Sloveniji. Dejansko tukaj je to zgodba vode in gozda. Dveh elementov, ki sta dejansko vir našega življenja. Za Bled, ki je na robu Triglavskega narodnega parka, sta pa dejansko tukaj v našem okolju. Gost doživi ta dva elementa skozi sobe v hotelu, doživi jih pa tudi tisti trenutek, ko stopi skozi vrata. S številnimi produkti, ki so jim na voljo, zato da tukaj čim bolj popolno preživijo svoje počitnice, se čim bolj sprostijo, se odklopijo od vseh vsakdanjih skrbi. COVID-19 je seveda najbolj prizadel turistično gospodarstvo, verjetno tudi Bled, kot vse ostale turistične kraje na Gorenjskem. Kakšna pa je zasedenost sedaj za naprej, za julij, avgust in mogoče tudi že za september? Zdaj, težko napovedujemo za daleč naprej, jaz vam lahko povem, kako je trenutno. V Sava Hotelih Bled smo najprej odprli kavarno park, in sicer ob vikendu v mesecu maju. Dejansko smo bili kar presenečeni. Očitno so gostje zelo pogrešali kremšnito, ker smo imeli kar lep obisk. V nadaljevanju smo 12. junija odprli kamp na Bledu, kjer smo imeli včeraj že 400 gostov, in tam je povpraševanje res veliko, tako strani slovenskih gostov, tudi s turističnimi boni, ampak tudi brez bonov, kot tudi strani tujcev. Je pa seveda zelo, zelo pomembno, če tukaj dodam, da poleg slovenskih gostov pridajo tudi tujci. Za kamp na Bledu je izredno pomemben nizozemski trg, od koder gostje zaenkrat še ne morejo priti. No, Hotel Park odpiramo 25. junija, v teh prvih dneh junija bo zaseden približno 35%, julija pa kot sedaj izgleda okoli 50%. In kakšni so vaši gostje sedaj v začetku? Gostje so drugačni, kot smo jih bili navajeni. Tukaj smo imeli 95% vedno tujih gostov. Trenutno imamo približno 50% domačih, slovenskih gostov, česar smo seveda izjemno veseli. Ostali gostje pa prihajajo iz Nemčije, Avstrije in držav Srednje Evrope. In vkolikor ni kadra, seveda kapacitete ne morejo obvladati položaja oziroma vseh teh lepot, ki smo jih danes videli. In kako imate sedaj s kadrom in kako bodo zdaj delali? Kot sama vem, imate kavarno Bled čez teden zaprto. No, dejansko se z odpiranjem objektov se prilagajamo povpraševanju in prometu. Kadra imamo letos dovolj, to lahko z veseljem rečem. Nekaj kolegov je šlo tudi pomagati na obalo v prenovljeni hotel Histerion, ki se zdaj odpira ravno tako in je naš največji hotel v Sloveniji. Tako da, kar se tiče kadra, po 3 letih težkih sezon resnično imamo tukaj zveste sodelavce, izurjene sodelavce, ki bojo skupaj z nami sestavljali te zgodbe. Hvala in srečno vsem. Hvala.